Kar se tiče prenove obeh teh vojašnic oziroma vojašnice Bohinjska Bela in letalske baze Brnik, gre za celovito prenovo kotlovnice s prehodom na nov energent, toplotno izolacijo streh, zamenjavo razsvetljave, kar se tiče letalske baze Brnik, zamenjavo energenta, vzpostavitev ogrevanja v garaži, prenova toplotne postaje, prenova razsvetljave v hangarjih. Ocena investicije je 1,2 milijona evrov, od tega ministrstvo bo predvidoma zagotovilo slabih 100 tisoč evrov, vse ostalo pa predvideno, da pokrije zasebni partner. Kar se tiče same prihrankov, lahko rečemo, da je skupna letna poraba energije na obeh lokacijah cirka 370 tisoč evrov in ocenjujemo, da bodo letni prihranki energije na obeh lokacijah, seveda po izvedeni prenovi, cirka 130 tisoč evrov. Dobra vračanje investicije, tako kot je v uredbi napisano, do 15 let, seveda to bo odvisno od same izvedbe javnega razpisa za izbor zasebnega partnerja. Ocenjujemo, da bomo v času, ko bo to infrastrukturo upravljal v bistvu zasebni partner, imeli nižje stroške cirka 15%, kasneje pa seveda se bodo ti prihranki v bistvu bistveno višji. Kar se tiče vojašnice Edvarda Peperka, bom nekaj kasneje predstavil ta projekt, ker v bistvu gre za prvi projekt celovite prenove vojašnice. In ta zadnji projekt je vojašnica Jerneja Molana. Smo tudi pripravili tudi energetske preglede in za obe vojašnici, skratka Edvarda Peperka v Ljubljani in Jerneja Molana Cerklje v Krki, so podani pozivi za oddajo promotorskih vlog. Skratka, smo v začetni fazi, ocenjujemo tudi izvedbo vseh teh razpisov v letošnjem letu. Kar se tiče konkretnega projekta, kot enega zanimivega projekta celovite posodobitve infrastrukture, je prenova vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani. Gre za celovito prenovo 10 objektov, gre za izgradnjo novih objektov in gre za rušitve nekaterih objektov, ki jih več ne potrebujemo na tej lokaciji. Drugo, kar se tiče celovite energetske prenove 10 objektov, so skupne površine 15 tisoč kvadratov, dejanska skupna letna raba končne energije pred prenovo je cirka ali pa slabih 6000 megavatnih ur. To predstavlja tudi 90% porabe energije v vojašnici, skratka teh 10 objektov. In ocenjujemo, da je, kar je zanimivost tudi, da z naslova letne rabe po 3 nosilcih energije, skratka govorimo toplota, para pa elektrika, ocenjujemo letno emisijo CO2 na 2300 ton. Celotna energetska prenova stavb zajema gradbene ureditve na fasadah in zunanjem stavbnem pohištvu, prenova streh in stropov, prenova instalacije ogrevanja, prezračevanja in podpostajah in posodobitev razsvetljave, seveda govorimo o LED lučeh. Po izvedbi sanacije bodo letni prihranki cirka 2800 megavatnih ur, to so letni prihranki predvideni, oziroma, ko gledamo stroškovno, cirka 230 tisoč evrov bomo imeli nižje stroške na račun celovite energetske prenove 10 objektov. Kar se tiče stroškov energetske sanacije, teh 10 objektov je cirka 7 milijonov evrov, glede upravičenj, ker mi govorimo tudi o notranji prenovi teh objektov, kar je seveda zelo za nas prva prioriteta. Upravičeni stroški jih ocenjujemo za dobre 4 milijone evrov, glede na to, da smo sedaj upravičeni tudi do pridobitve kohezijskih sredstev za energetsko sanacijo, kar pomeni 49% upravičenih stroškov, to pomeni, da pričakujemo 2 milijona evrov evropskih sredstev. Tudi en zanimiv podatek je, ali pa posebnosti te celovite posodobitve infrastrukture, da gre za celovito energetsko prenovo 10 stavb, vključno z notranjo ureditvijo, prenovo streh objektov, govorimo o Stari Kritini, in že pripravi za postavitev sončnih elektrarn na strehah starih in novih objektov. Glede sončnih elektrarn, tudi sedaj je že objavljen razpis za pripravo dokumentacije in smo tudi v tem podali zahteve za vgradnjo teh sončnih elektrarn ali pa fotovoltaike. In govorimo, kar se tiče novih objektov, to so garaže, predvideno 4 hangarji so predvideni,
izgradnja novih, kar se letos naj bi začelo. Glede nastanitvenih objektov in poveljstvo jih je 6, skratka govorimo o tej prenovi in tudi delavnice. Skratka skupaj je cirka 13.000 kvadratov površin, kar pomeni, ko gledamo trenutne razmere v Sloveniji, nekaj čez 2600 megavatnih ur letne proizvodnje energije. In če zdaj povzamem vse skupaj, kar je to ključno v bistvu pri tej energetski sanaciji in vseh teh prihrankih glede vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani. Skratka, trenutna letna poraba je 6000 megavatnih ur, po izvedeni energetski sanaciji bo poraba dobrih 3000 megavatnih ur, skratka prihranka cirka 2800 megavatnih ur, po priklopu sončnih elektrarn pa, kar računamo tudi v naslednjem letu, cirka 500 megavatnih ur oziroma dodatni prihranek 2600 megavatnih ur. Skratka, če vse skupaj povzamemo, skratka z energetsko sanacijo, z izgradnjo teh sončnih elektrarn, lahko si zagotovimo eno 100% skoraj samooskrbo. Za zaključek, zelo kratko, skratka pri prenovi in prilagoditvi infrastrukture potrebno Slovenske vojske ključnega pomena energetska sanacija, poraba tehnologije za proizvodnjo energije in iz obnovljivih virov, vse z namenom bistvenega zmanjšanja stroškov rabe energije. V spodbudo temu je tudi zadnja odločitev oziroma pojasnilo Evropske komisije, pred 2 meseci, da lahko celovito energetsko prenovo nastanitvenih in poslovnih objektov tudi znotraj vojašnic kandidiramo in pridobimo evropska sredstva, in sicer 49% upravičenih sredstev. Toliko zaenkrat, hvala. Hvala lepa magistru Kralju za predstavitev. Sedaj pa, kot rečeno, v nadaljevanju bo projekt vzpostavitve avtonomnega vozlišča na podlagi vodikove tehnologije predstavil polkovnik Robert Čipec. Izvolite. Pozdravljeni, sem polkovnik Robert Čipec, načelnik sektorja za opremljanje in hkrati tudi vodja projekta Defense Resilience Hub Network in Europe, ki vam ga bom danes predstavil. Naj za začetek poudarim, da na področju energetske učinkovitosti v Evropi nismo sami. Naj omenim posvetovalni forum za vzdržno energijo obrambnega in varnostnega sektorja, ki zdaj že poteka 5. leto, z namenom, da se ministrstva za obrambo medsebojno povezujejo, izmenjujejo izkušnje, predvsem na področju zniževanja odvisnosti od uvoženih energentov, povečanja samozadostnosti in energetske učinkovitosti. In v okviru tega posvetovalnega foruma je prvič nastala projektna ideja Defense Resilience Hub Network in Europe, ki jo je predstavilo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije. Ozadje te projektne ideje so seveda aktivnosti obrambnega sektorja v podporo ciljem zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in za povečanje energetske učinkovitosti in neodvisnosti od uvoženih energentov. Podlaga so tudi izkušnje Slovenske vojske in pa Ministrstva za obrambo pri uporabi vodikovih tehnologij. Smo ena redkih držav, ki v svojih oboroženih silah dnevno uporablja vodikove tehnologije in to uporabljamo že od 2008. leta. Potem podlaga je tudi civilna iniciativa za podobno vozlišča v Sloveniji, Zero Emission Mobility Corridor, ki ga je predstavilo podjetje Kubes pred 4 leti. In pa sigurno ozadje so tudi porast uporabe električnih vozil, kar predstavlja dodaten izziv elektrodistributerjem in hkrati seveda tudi obrambnemu sistemu, ker električna vozila prihajajo vse pogosteje tudi v obrambni sistem. Sam projekt podpira 4 evropske politike: okoljsko politiko, energetsko politiko, skupno varnostno in obrambno politiko in transportno politiko. Naj dodam k temu ozadju, čeprav se je pojavila šele lansko leto, nekje v poletnem času, vodikova strategija v Evropi, ki dejansko usmerja vse države k razvoju takih tehnologij in uvajanju vodika v naše dnevno delovanje. Kaj je cilj tega projekta? Izgraditi zmogljivosti dolgoročne energetske samooskrbe in lahko dodam tudi avtonomije
obrambnih infrastrukturnih kapacitet, ki oskrbujejo z energijo nastanitvene, obrambne in ostale objekte, ter zagotavljajo energijo za potrebe mobilnosti, baterijske ali vodikove, to se pravi tiste, ki temelji na električnih pogonih. Naj dodam, da sam projekt, cilj oziroma projektna ideja postavlja pravzaprav vodikovo avtocesto za obrambni sistem po Evropi. Zdaj, kakšen je koncept, kaj pravzaprav delamo? Prej je že gospod Kralj omenil, da želimo postavljati v vojašnice obnovljive vire energije. Seveda, z povečanjem teh obnovljivih virov se nam kaže priložnost, da viške te energije, ki so proizvedene, shranimo v zalogovniku in porabimo takrat, ko je te energije manj. Ta medij za shranjevanje je tukaj identificiran kot vodik. Ravno tako iz javnega omrežja lahko viške energije shranimo v vodiku. Kako zdaj ta vodik porabljamo? Z gorivnimi celicami, in sicer za kogeneracijo, to se pravi, hkrati v gorivni celici se ustvarja elektrika in pa toplota. Toploto porabljamo za ogrevanje in pa za sanitarno vodo, samo elektriko pa uporabljamo lokalno za potrebe vojašnice. Hkrati pa, če je sistem pravilno dimenzioniran, se lahko povsem odklopimo od javnega omrežja oziroma smo povsem avtonomni. Kako še dodatno lahko uporabljamo te zaloge vodika, in sicer tako, da napajamo baterijska transportna sredstva ali pa vodikova transportna sredstva z hitrimi električnimi, klasičnimi električnimi polnilnicami ali pa polnilnicami vodika. Naj poudarim še eno zelo dobro lastnost takega vozlišča, da v primeru krize, tako kot je bil recimo žledolom, lahko v javno omrežje spet vračamo energijo in tako dejansko nudimo vso podporo lokalnemu prebivalstvu. To je ResHub. Naprej, če imamo več takih vozlišč, več takih ResHubov, vzpostavimo električno mobilnost, predvsem ki temelji na vodikovih tehnologijah, in vkolikor se nam pridružijo tudi druge države oziroma se ta avtocesta vzpostavi preko cele Evrope, dejansko zagotavljamo podporo države gostiteljice, ko tuje države pridejo z električnimi transportnimi sredstvi v Slovenijo, jih mi na ta način lahko oskrbimo in zagotovimo ustrezno delovanje zavezniških sil. To je ResHub Network, to se pravi, postavljamo vodikovo avtocesto za obrambni sistem preko cele Evrope v podporo civilnemu prebivalstvu. Potencialno prve lokacije v Sloveniji: Kranj, Ljubljana, Postojna, Cerklje ob Krki in pa Maribor. Sami, kakšni so učinki tega projekta oziroma projektne ideje? Ta projekt je prvi obrambni energetski projekt, ki je že financiran iz Evropskega sklada, in sicer Sklada za strukturne spremembe. Dobili bomo tehnično pomoč v obliki študije izvedljivosti za 5 vojašnic v Sloveniji in po 1 vojašnico v pridruženih državah. Pridružene države takoj so se pridružile k temu projektu: Avstrija, Belgija, Nemčija in pa Madžarska. Ostale države so opazovalke pri tem projektu in jih, bom rekel, periodično informiramo o dogajanjih in o rezultatih, vmesnih rezultatih te študije. Dodatni učinek, naj poudarim, nov pristop financiranja. Tako kot je gospod Kralj že omenil, vse več se poslužujemo javno-zasebnega partnerstva. Tudi na tem področju smo eni redkih v Evropi, se pravi obrambni sistemi, in orjemo ledino. Ostala ministrstva se ravno tako trudijo, da določene načine financiranja takih projektov izboljšajo. Tudi vse več gledamo v različne finančne mehanizme, tako kot je bilo že prej tudi povedano, ampak tukaj se na tem področju se odpirajo pri uvajanju vodikovih tehnologij še bistveno več teh mehanizmov. Kakšne so sinergije? Mi že zaznavamo sinergije, in sicer
v slovenskem prostoru povezovanje sektorjev. Različnih, od infrastrukturnih, transportnih, ne naštejem, ne vem, elektrodistributerje, plinovode, razne logistične podjetja in tako naprej. Zelo močno je sodelovanje na področju civilno-vojaškega sodelovanja. Tukaj redno komuniciramo z občinami, kjer bomo ta vozlišča postavljali. Zelo velik je interes strani občin o vzpostavitvi takih sistemov in naše odpiranje civilnemu prebivalstvu. Z takim načinom dejansko bodo tudi občine dosegale prej svoje cilje pri zeleni energiji, uvajanju zelene energije v svoj prostor. Seveda tudi vplivamo, že sama ideja je vplivala na raziskave in razvoj in pa seveda tudi na slovensko industrijo. Učinki samega projekta, sploh takrat, ko bodo končani, okoljevarstveni so zelo močni, seveda pa tudi zraven ekonomsko-socialni vplivi, od čistejšega zraka, povečanje števila delovnih mest in pa predvsem spoznavanje in uvajanje nove vodikove tehnologije, ki je dejansko v evropskem prostoru tista, ki predstavlja en zelo pozitivni vir energije v bodoče. Naj se zdaj dotaknem pilotnega projekta v vojašnici Petra Petriča Kranj. Ta je dokaj manjša vojašnica, kot je bila prej predstavljena v Edvarda Paperka v Ljubljani. Za ta projekt imamo izdelano investicijsko in pa gradbeno dokumentacijo in predvidevamo, da bomo v razpisno fazo prišli do poletja. Nova rešitev, kaj je nova rešitev? Na same zgradbe postavljamo toplotne črpalke. Postavljena naj bi bila fotovoltaična elektrarna v velikosti 9000 kvadratnih metrov, to je nekje 1,7 gigavatnih ur na leto proizvedene električne energije. Postavlja se elektrolizer za proizvodnjo vodika, to se pravi lokalno proizvajamo vodik iz obnovljivih virov energije. Ta vodik se hrani v zalogovniku vodika. Ta zalogovnik naj bi bil nekje največ v velikosti hranjena 5 ton vodika. Potem postavljamo gorivno celico za proizvodnjo elektrike in toplote. Ta sistem mora seveda imeti za svoje delovanje manjšo baterijo in pa postavljamo polnilnico vodika, ki bo zmožna črpati v vozila, v transportna vozila, nekje 200 kg vodika na dan. To pa predstavlja, da bi lahko z osebnimi vozili prevozili 3.200.000 km na leto, ali pa težja transportna vozila, se pravi avtobusi ali tovornjaki, nekje 400.000 km na leto, ali pa nekje vmes. Seveda ni naša želja, da bomo ves ta vodik porabili za naše potrebe, nekje vidimo potrebe nekje do 1/3, 2/3 tega vodika bodo pa na razpolago civilnemu prebivalstvu, se pravi lahko mestnemu prometu, komunali in tako naprej. Potem postavljamo hkrati tudi električne polnilnice za vozila, hitre ali klasične. In pa preuredili bomo promet, to pa zato, da bo nemoteno transport oziroma da bodo transportna sredstva električna lahko nemoteno prihajala na električne in pa vodikove polnilnice. Kaj s tem dobimo? Sama vojašnica ima zagotovljeno avtonomijo večjo kot 3 dni. To se pravi, za primer, ko ni kakršnega vira energije, niti sonce ne sveti, bo za to zalogo vodika lahko vojašnica delovala vsaj 3 dni in pa hkrati podpirala tudi vodikovo transportna sredstva. In za tem prvo pilotno rešitvijo naj bi znižali emisije CO2 za cirka 2000 ton na leto. Evo, tokle mogoče samo še za razmislek, kaj je pomen vodika v prometu, vkolikor z večjo intenzivnostjo uvajamo vodik v promet, se dejansko promet vključuje v naravni vodni krog, kjer dejansko v realnem času pridobljeno energijo sonca prestavimo v energijo za pogon transportnih sredstev,
Rezultat uporabe vodikove tehnologije v prometu je čista destilirana voda in ta voda spet izhlabi in potem je zaključen ta vodni krog. Evo, najlepša hvala. Hvala lepa, polkovniku Šipcu. Se vam upravičujemo zaradi manjših tehničnih težav, ker prvega dela predstavitev nisem mogli prikazati, vam pa bomo celotno predstavitev posredovali takoj po novinarski konferenci, tako da boste imeli tudi ta del. Seveda oba magister Kralj pa polkovnik Šipec sta na voljo tudi za vaše vprašanja. Še predtem pa bi mogoče prosil polkovnika Šipca, da pokaže modelček te pravzaprav... Ja, bom kar jaz prevzel široko. Najboljše, da vi predstavite. Tukaj je delujoč model ResHuba v Kranju, mogoče se slabo vidi, ker nimamo sonca v tem pisarni oziroma v tem prostoru, simuliramo oziroma odjemamo energijo iz omrežja. Ko pridobimo energijo, se dejansko na elektrolizerju začne ustvarjati vodik in kisik oziroma elektrolizer čisto destilirano vodo razdeli na vodik in kisik. In to poteka odvisno pač od same razpoložljive elektrike in pa toliko časa dejansko, dokler je elektrika in pa voda. Potem, ko vse skupaj odklopimo, ko nimamo več energije in želimo, da dejansko ta energijo porabljamo, ko vzpostavimo tokokrog v vojašnici, se dejansko ta vodik in pa kisik spet nazaj v gorivni celici združita in pri tem ustvarjata elektriko. Evo, tukaj demonstriran elektromotor, ki dejansko dokazuje, da elektrika poteka. Kot vidite, ni nič vrtečih delov v samem elektrolizerju in pa gorivni celici. To je model na nivoju 1 vata, v Kranju postavljamo sistem milijonkrat večji na nivoju 1 megavata. Evo, toliko. Hvala lepa, polkovnik. No, tale modelček bomo tudi posneli in poslikali od blizu, tako da bodo na voljo potem tudi fotografije. Pač zdaj dajemo preko spleta. Torej, kot rečeno, prosim vas sedaj za vaše vprašanja, na katera vam bosta govornika z veseljem odgovorila. Poprosim, tako kot običajno, da ali dvignete roke, ali na kakšen drugačen način signalizirate, da želite vprašanje, oziroma, kolikor ni mogoče, lahko tudi napišete in bom prebral vprašanje. Izvolite. No, kakšno vprašanje? Zdaj enkrat, ne? Ste? Ja, pozdravljeni, Tadeja Kreč tukaj iz STA. Jaz bi prosila samo ta prvi del o energetski prenovi magistra Kralja, se ni čisto nič slišal, če bi lahko en kratek povzetek. Aha, če mogoče samo ta prvi del povzamete, ker se je slabo slišalo. Še enkrat, mogoče čisto na začetku ta predstavitev, če ponovimo, glede na to, da je očitno bil zvok slabše kvalitete. Prosim, magister Brane. V redu, hvala. Se upravičujemo za te tehnične zadeve. Skratka, s pripravami za izvajanje projektov energetske učinkovitosti smo začeli pred 6 leti oziroma s sprejemom energetskega zakona in z izdelavo akcijskega načrta za energetsko učinkovitost. Evropska direktiva o energetski učinkovitosti nam nalaga in spodbuja po drugi strani države članice po energetski prenovi stavb javnega sektorja. Sprejeta je bila usmeritev, da se letno prenovi 3% skupne uporabne tlorisne površine stavb v lasti in rabi oseb javnega sektorja. Razloge za investicije v infrastrukturo Slovenske vojske seveda primarni je prenova in prilagoditev infrastrukture potrebam Slovenske vojske, zmanjšanje porabe energije, skratka posledično tudi stroškov, povečanje zanesljivosti oskrbe z energijo, samooskrba, kar je zelo pomemben dejavnik za Slovensko vojsko, in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Drugo, kar se tiče samih konkretnih projektov, začeli smo leta 2014 z
z več naročili razširjenih energetskih pregledov. Prvi objekt je bil obnovljen, skladno z ugotovitvami razširjenih energetskih pregledov je objekt Ministrstva za obrambo Smelti 2. Danes lahko rečemo po teh dobrih 6 letih, da se je investicija praktično v celoti povrnila. Drug projekt večji je prenova objektov v vojašnici barona Andreja Čehovina. V tem delu se pred cirka 10 leti je bila obnovljena, ne glede na to, kdaj so bili sprejeti ukrepi, in obnovljen v celoti en večji nastanitveni objekt. To je prvi objekt na levi strani, investicija je več kot 3 milijone evrov, skratka kompletna rekonstrukcija enega objekta. Potem k temu je sledila celovita prenova kotlovnice na lesno biomaso, investicija tudi cirka 1,4 milijone, in zadeva je že v funkciji. Potem je sledila celovita prenova, energetska sanacija 4 objektov. Za te 4 objekte smo tudi pridobili sredstva Eko sklada v znesku 360 tisoč evrov ali pa približno 26% celotne investicije. Namreč poudariti moram, da mi se ne lotevamo samo energetske sanacije, se lotevamo seveda celovite prenove in notranje ureditve teh objektov. Sledi, v bistvu ravno sedaj smo pred objavo razpisa za celovito rekonstrukcijo in seveda energetsko sanacijo enega večjega ali pa največjega nastanitvenega objekta v vojašnici v Postojni. To je cirka 5000 kvadratov v 3 nadstropjih. Investicija je ocenjena na cirka 4,5 milijona evrov in ocenjujemo, da bomo v maju letos podali tudi vlogo za pridobitev evropskih kohezijskih sredstev. Skratka, pričakujemo, da bomo približno 25 do 30% pridobili iz evropskih virov za prenovo tega objekta. In sledi v nadaljevanju bo sledila še ena prenova nastanitvenega objekta in s tem bo zaključena vojašnica Postojna. Vnaprej imamo tudi en projekt, to je energetska prenova vojašnice Boštjana Kekca Bohinjska Bela in letalske baze Brnik. To sočasno peljemo zadevo. V letošnjem letu je Vlada Republike Slovenije sprejela uredbo o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta pogodbenega zagotavljanja prihranka energije na objektih Ministrstva za obrambo. To nam je podlaga za izvedbo javnega razpisa. Razpis bo objavljen v tednu ali pa 2, z namenom, da dobimo najugodnejšega zasebnega partnerja, ki bo praktično skoraj v celoti investiral v te 2 vojašnici. Gre za celovito prenovo kotlovnice s prehodom na nov energent v vojašnici Bohinjska Bela, toplotno izolacijo streh, podstrešij, zamenjavo razsvetljave, na letalski bazi Brnik pa zamenjavo energenta, vzpostavitev ogrevanja v garažah, prenovo toplotne postaje, prenovo razsvetljave v hangarjih. Ocena investicije 1,2 milijona in toliko. Jaz upam, da smo tisti prvi del ponovili tako, kot je treba. Hvala lepa, še enkrat. Sicer bomo mi še tudi posnetke audio vam tudi zagotovili na spletni strani, kot tudi še posnetek iz kamere, z druge kamere, s katere snemamo tudi celotno novinarsko konferenco. Torej, če je še kakšno vprašanje v zvezi z današnjimi predstavitvami, prosim, da se prijavite. Ne vidim. Lahko pritisnete rokico oziroma ikonco za roko, tako da tukaj vidimo, ali pa mogoče napišete vprašanje, če je kakšna težava. Ne vidim vprašanj, torej, če ni vprašanj, bi s tem današnjo novinarsko konferenco zaključili. Zahvaljujem se obema sogovornikoma za predstavitve, izčrpne predstavitve. Kot rečeno, vse to, kar sta predstavila, bomo tudi posebej poslali oziroma objavili na spletni strani Ministrstva za obrambo. Torej, z današnjo konferenco tako zaključujemo. Vidimo se zopet v ponedeljek, 12. aprila, ko bomo predstavili vajo kibernetske obrambe in strateškega odločanja imenovanja Lockheed Shield 2021. Naslednji teden torej novinarske konference ne bo zaradi praznika, pa tudi zaradi najavljenih omejevalnih ukrepov za zajezitev koronavirusa. Tako da lep pozdrav, hvala za vašo pozornost in se vidimo v ponedeljek 12. aprila. Naslednje.